Lepo pozdravljeni in znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Surom. Znova jo snemam, kajti snemam jo doma. Pričela sem že nekajkrat, moj muc je imel vedno nekaj zraven za povedati, zdaj pa sem se odločila, tudi če bomo imeli malo mačje spremljave, Bog pomagaj. V tokratni oddaji bomo spregovorili, kaj nas čaka v mesecu novembru, še prej pa naj vam povem, da osebni numerološki vodnik za leto 2024 je že možno naročiti v prednaročilu. Po domače povedano, če želite izkoristiti popust, ga ne zamudite. Za tiste, ki ne veste, kaj to je, samo na hitro opišem. Spravi, osebni numerološki vodnik je knjižica, 50 plus strani dolga, v kateri je na začetku napoved za leto 2024, kaj se nam obeta na ravni posameznika, na ravni Slovenije, na ravni globalnega sveta in potem še bolj zanimivo, seveda, vaše osebno numerološko leto, ki ga potem razdelimo tudi na posamezne mesece, za vse ugodne datume, za ljubezen, za posel, opozorila, kdaj biti previdni, kaj je tisto, kar so izzivi tega leta, kje so tisti hakljički in pasti, ki nam jih bo življenje drugo leto pripravilo, glede na vaše osebno numerološko leto, se pravi, ne več na splošno, in tisti dnevi in časi, ki so resnično dobri, se pravi, kje nas čakajo izzive in kje nagrade, in potem mesečni pregled za vsak mesec posebej, in kar je meni osebno najbolj dragoceno, ker tudi jaz sem ter tja, pogledam v svoj lastni numerološki vodnik, Kovačeva kobila, pa je delo na sebi. Se pravi, vsak mesec ima točno določene napisane afirmacije, meditacije, vaje, vprašanja, s katerimi lahko delate na sebi. Na koncu je potem tudi formula, kako to leto izračunamo, kratko pojasnilo sveta, ker nas ponovadi firbec mater za naše drage, kaj pa njih čaka, pa kaj našega šefa čaka, pa zoprno sosedo, pa tako naprej. In pa tudi preglednica let, kajti, a veste, prihajamo ven iz enega zelo pomembnega obdobja. Karmično obdobje, ki se je pričelo 2013 in se je zaključilo 2022 z mojstrskim letom, se pravi, nakratko je tudi to pisano za boljše razumevanje let za nami in časa pred nami. Tako da leto 2024, naj vam namignem, bo energijsko močno leto, seštevek je 8, se pravi, hitreje bomo manifestirali. Ideja je, da sebe opolnomočimo, seveda pa nam bo pri tem nagajal ego. Kar je pravzaprav kar lepo vod za mesec november. Mesec november kot 11. mesec je vedno duhovni mesec. Število 11 vemo, da je mojstrsko število, vemo, da simbolizira neka bolj globja prepričanja, neko globino, nek namen, nek smisel. Takrat moram priznati, da če sem iskrena, vas zelo veliko pride k meni z vprašanjem, kaj je vendarle moje poslanstvo. Kar se je dogajalo tudi veliko letošnje leto, kajti vemo, da je leto osebnostne in duhovne rasti, to laj nam celo leto, zato se ne bom več ponavljala, ampak ko ti dve energiji združimo, mojster, česa ste? Kaj je tisto, kar se zdi, da vam je položeno v zibko? Kaj je tisto, kar vi čutite, da je za vas pomembno? Kaj je tisto, v katerem ne da blestite, ampak ste srečni? Kaj je tisto, kar vas izpolnjuje? Zdaj, če mene poznate, tudi recimo, če spremljate naše oddaje v Klepetu na kavi, ko pridemo do narave, ko pridemo do živali, ko pridemo do indijancev, ko pridemo do matere zemlje, jaz vem, da se meni kar obraz spremeni in glas se mi spremeni, te stvari so meni zelo pomembne. Tudi recimo, ko sem bila na Planet TV v oddaji o Ekvadorju, sem bila cela živčna, pa jaz v življenju nisem bila živčna pred kamero, ker so mi te stvari pomembne. Ne bi rekla, da v tem blestim, seveda veliko o tem vem, ampak ne bi pa rekla, da zdaj pa to tisto, kar je meni prišlo easy. Kajti poslanstvo ni nujno tisto, kar pride zlahka. Duhovne resnice niso tisto, kar nam je postreženo na pladnju. Kje pa? Poglejte duhovne mojstre. Vsi imajo za seboj pravzaprav dokaj težko zgodbo, težke izzive, preizkušnje, ali bodo ostali na poti resnice, na poti ljubezni, na poti luči. In tudi mi, vsak izmed nas je pred točno to izbiro vsak dan. In moram reči, da medtem, ko živimo v svetu in času, ko se zdi, da je mnogo bolj nagrajujoče, da po domače povem, da veliko boljše skozi pridejo tisti, ki malo kot tisti, ki smo pošteni in iskreni in pridno delamo tako, kot je prav. Ampak pravzaprav to je naša izbira, po kateri poti bomo šli. In mi smo tisti, ki na koncu dneva vemo, ali smo naredili nekaj iz nevednosti, ali smo naredili nekaj upajoč, da se ne bo izvedelo. To je velika razlika. Tudi ko govorimo o analizi odnosa, ko pridete k meni, leto 2022 je bilo resnično obdobje zelo zanimivih zgodb, težkih zgodb. Jaz velikokrat poudarjam, bodite pozorni,
ko partnerja zasačite pri nečem, kar bi lahko povzročilo prekinitev vajinega odnosa, ali partner obžaluje, da vas je prizadel oziroma prizadela, ali v resnici obžaluje, da smo ga ujeli pri temu. Kajti mnogokrat gre za to, da ljudi, saj jim je žal, ampak jim je žal, da smo jih zasačili, jim je žal, da jim zdaj težimo, jim je žal, da zdaj se morajo soočati z nekimi očitki in potem smo deležni vprašanj, koliko časa bo to še trajalo, koliko cajta bo še siten, koliko časa naj se zdaj pripravim, se bo ta jeza vlekla. To sigurno ni pokazatelj neke zrele reakcije, niti ne namena, da bi se odnos izboljšal. Torej v mesecu novembru, kar bo zelo jasno, je katera pot je tista, ki je pot svetlobe, ljubezni. Kar se bo seveda, na žalost ali pa na srečo, najbolj kazalo v naših odnosih do sebe v prvi vrsti in seveda bodo preizkušene tudi naše meje. Kar pomeni, da po vsej verjetnosti ne bodo sem ter tja stopili na živčke ravno tisti, ki jih imamo najraje, ravno tisti, ki so nam najbližji, najbolj pomembni, kar je zelo logično. Če meni na živec stopi nekdo, za kogar mi ni mar, nekdo, ki ga bom morda videla samo mimobežno enkrat v življenju, me sicer lahko pojezi, lahko mi da misliti, lahko me zelo zasekira, lahko mi zelo polepša dan. Ni pa nujno, da se bom jaz zaradi te osebe ozrla vase v tiste dele, ki morda niso najboljši. V tiste dele, pred katerimi si malo zatiskam oči. Torej novembra lahko pričakujemo, da bodo trenutki, ki nam bodo malo nakravžljali naše živčke, kot sem rekla, ki nam bodo dali misliti, ki nam bodo dali tudi priložnost, dragi moji, da tudi sami sebe pohvalimo. Jaz vem, da vse to zveni tako resno, celo letošnje leto ponavljam, podzavest, vzorci, mehanizmi, osebna rast, duhovna rast, to zveni tako naporno, to zveni tako... Zdaj pa moram iti mojemu mucku pomagati, pridem čez sekundico nazaj. Pardon. Tisti, ki ne veste, moj čiko je bil pred kratkim operiran, za sabo ima zelo težko operacijo, 3 zelo velike tumorje smo izrezali, zelo težka rehabilitacija je bila, kjer ima 3 tačke, tudi težko hoditi, tako da nažalost, glede na to, da snemam doma, me še malo rabi. Tako da glede na to, da tole zdaj snemam, pa mislim, da že ene 8, pa res ne bi šla še enkrat od začetka, ker po pravici povedano več ne vem, kaj sem in kaj nisem povedala. Torej, vse to zveni tako zelo resno, težko in tako naprej. Ni nujno, da je boleče, ni nujno, da je slabo. Dejstvo je, da se lažje učimo v varnem okolju, v toplem okolju, preko radosti, preko igrivosti. Tudi otrok se mnogo lažje stvari nauči preko igre. Ampak ljudje malo smo taki, da včasih hvatamo krivine, da si včasih malo zatiskamo oči, da sami sebe radi prepričujemo, sej mi ni tako zelo hudo, sej bo, pa tudi sam tempo življenja, bom rekla, ne nazadnje, ni zanemarljiv. Kam je šlo letošnje leto? 2krat smo se obrnili, pa bo novo leto. Kam je šlo zadnjih nekaj let? Kljub temu, da se je življenje in svet ustavila leta 2020, mnogi mi rečete, občutek imam, da sem ta leta zgubil. Torej, v vsemu temu, hitrem tempu, obveznosti, laufanja z ene strani mesta na drugega, sledenju vsemu, kar se dogaja na socialnih omrežjih, se velikokrat preprosto si resnično vzamemo kvalitetnega časa za sebe. Temu reče moja prijateljica Melita Kuhar, posvečen čas. Kdaj ste nazadnje se resnično ustavili in prisluhnili preprosto sebi, resnično sebi? Kdaj ste nazadnje sebe iskreno vprašali, kako si? Kaj pogrešaš? Kaj ti manjka? Česa slabega je morda zdaj pa se kar nabrali. Kaj ti gre vse bolj na živce? Kdo ti gre vse bolj na živce? In zakaj? Kaj je tisto, kar morda samemu sebi očitaš? In zakaj? In kdo ti je to prvi očital? Mesec november nam bo postregel z ogromno situacijami, v katerih bomo lahko prepoznali sebe, prepoznali svoje mehanizme. Ne zato, da bi jih še enkrat analizirali. Ne zato, da bi si še enkrat povedali, starši me niso podpirali, nisem imel možnosti, vsaka priložnost je šla k vragu, karkoli probam mi ne uspe, zdi se mi, da sem preklet, to je ziher moja karma. Ne zato, da bomo še enkrat spodleteli.
ampak zato, da bomo prepoznali sebe. Zdaj. Mi lahko sebe prepoznamo, samo če potem nimamo poguma, da bi sebe živeli. Včasih, bom rekla, tudi čas še ni ta prav. Če pogledam sebe, od malih nog me kliče v Ekvador. Od malih nog uživam v tej glasbi, v tej kulturi, se učim jezika, govorim jezik, od malih nog se trudim pomagati staroselcem. Glejte, pa sem šla prvič tja šele leta 2021, ker nisem bila ravno 21 let stara, če veste, kaj mislim. In me marsikdo vpraša, šele zdaj, šele pri teh letih. Ampak ja, očitno je že bil namen. Tako da po eni strani je pomembno, da znamo zaupati življenju in da stvari ne delamo na silo, da si pustimo dopovedati, da ne gremo z glavo skozi zid. Po drugi strani pa nama, veste, življenje včasih namenoma postavi ovire. Če se zdaj jaz lahko postavim v vlogo vesolja, življenja, vašega višjega jaza, in vas pogledam in si rečem, Tale Micka pa vidim, da ji je tole zelo pomembno. Oziroma ne vem, če to prav vidim. Zdaj bom jaz preveril, ali je tole Micki pomembno, kar pomeni, da bom na Micko zmetal kar nekaj izzivov. Pa bom videl, če se bo Micka takoj vdala, če ne bo vztrajala, če se ne bo nič potrudila, če bo takoj najdla kilogram izgovorov, če bo takoj šla v vlogo žrtve, če bo takoj obsojala druge, krivila druge. Potem mi to ni pomembno, potem zakaj bi se jaz trudil, če se še Micka ne potrudi? Šalo na stran, ampak dejansko je temu tako. Če pogledamo partnerski odnos, prijateljski odnos, če se nekdo za nas ne potrudi, nimamo ravno občutka, da smo tej osebi pomembni, je tako. In ko je nam nekdo pomemben, kaj vse ne naredimo, da bi to osebo osrečili? Kaj vse nismo pripravljeni narediti, čemu se nismo pripravljeni odpovedati, samo da bi nekomu polepšali dan ali jim bili mi doprinos. Torej, včasih življenje pred nas postavi izzive ravno zato, da vidi, ali mi resno mislimo. Torej, dragi moji, 11 kot seštevek 2 simbolizira tako en kot drugi ekstrem. Torej, pričakujemo lahko, da nas bo življenje na eni strani testiralo, ali resno mislimo in nam bo zato malo nagajalo in živčke pecljalo. In po drugi strani se bodo pojavile ovire, ki nam bodo dale nek feedback, neko ogledalo nazaj v kontekstu, mogoče pa tole res ni najboljša pot zame. Ja, in zdaj se pojavi vprašanje za $1 milijon. Kako zdaj mi vemo, a je to izziv za ja ali je to izziv za ne? Ker odgovor ste vi. Tega odgovora nima namesto vas življenje, nima namesto vas vesolje, nimam namesto vas jaz. Samo vi veste, kaj je tisto, kar vas resnično osrečuje. Jaz poznam ogromno ljudi iz Južne Amerike. Nikamor me ni tako zelo močno vleklo kot v Ekvador, v točno tisto lepo, majhno, čudovito indijansko vasico z imenom Otavalo. Ne v Bolivijo, ne v Peru, ne v Kolumbijo, ne v Venezuelo, ne v Mehiko, ne. Se pravi, kaj je tisto, kar je resnično vaše? Kaj je tisto, kar vas resnično izpolnjuje? Kaj je tisto, kar vam je resnično pomembno? Izven vseh vlog, kot starš, kot otrok, kot partner, partnerka, kot nadrejeni, kot zaposleni, kot sosed, kot karkoli. Vsi imamo vrsto vlog, ki jih igramo. Kaj je tisto, kar vam je pomembno v vsaki izmed teh vlog, za čimer stojite brezpogojno? Mene osebno lahko mečete v zid, lahko me povozite s traktorjem, jaz bom še vedno upam, da vam prišla živa in bom ponovila, da pač za naravo je treba skrbeti. Bom ponovila, da genocid na staroselce se še vedno odvija. Ne bom se glih kregala, da moram imeti rdeče nohte, ne bom se glih kregala o najboljši barvi za las. Torej, tisto, kar mi je pomembno, je brezpogojno, točno tako v vseh okoliščinah pomembno. In veste, to govorim tudi iz osebne izkušnje. Leta 2003, ko sem ostala brez zaposlitve, treba bilo najemnino plačati, prihodnost ni bila pretirano lepa videti v tistem trenutku, sem si rekla, ok,
Zdaj si lahko doma pa jokaš ali pa ta čas izkoristiš. In takrat sem ogromno knjig prebrala, ogromno stvari sem se naučila. In takrat sem se vprašala, ok, v tem trenutku te nič ne veže sem. Če se igram z domišljijo, kdo ali kaj bi bila, kaj vse bi jaz počela. Seveda, najprej me je odneslo k Indijancem, najprej sem hotela med Siukse, med njihove perjanice, seveda sem hotela v Ekvador. In takrat, marsikdo se bo mogoče tega še spomnil, na internetu so krožili čudoviti filmčki enega templja tigrov. Ne bom pa se zdaj točno spomnila, kje je ta tempelj bil. Ogromno, predstavljajte si tono cukra, tigrčki majhni, ki jih ti futraš s flaško, jaz, ki sem na mucke in na vse mačje zveri itak nora, to se mi je zdelo pa tako popolno, to bi bilo pa res zame. In takrat se mi je trnilo vprašanje, ali bi bilo to XY za žužbljo pomembno, če bi bila tam v tistem templju tigrov in bi bilo to tvoje življenje. Včasih nam življenje samo od sebe da neko modrost. Kajti velikokrat se tudi danes vprašam, ko se mi zdi, da je nekaj tako zelo grozno, pa da je konec sveta, pa ne bo nikoli bolje, pa ko se mi nekaj zelo močno doživljam, si še vedno včasih rečem, če bi živela tam med unimi tigrčki, ali bi bilo to še vedno življenjsko pomembno. In če ni, bolj verjetno tudi tukaj ne, ker tudi če bi bila tam med tigri, bi jaz še vedno se trudila delati tisto, kar lahko za naravo, za Indijance, za človekove pravice. Ne glede na to, kam vi mene postavite, nekako bom najdla način, tudi če to numerološki napovednik meseca novembra, da bom to povedala. Tudi v moji čisto prvi oddaji, ki se bo pa Jakob Kapo zelo spomnil, ko sem nadelala uvod, ko sem razlagala, o čemu bo oddaja, kaj je sploh numerologija. Po 10 minutah, čeprav sem se trudila, sem že omenjala Evo Moralesa, kajti ravno takrat je bil vojaški udar v Boliviji in Jakob mi je poslal SMS-a, ta teden se oddaja imenuje Začnimo teden z Lili Sorum. Drug teden bomo oddajo preimenovali v politični aktivizem z Lili Sorum. Torej, dragi moji, kaj je tisto, kar je srž vas? Kaj je tisto, zaradi česar se vam obraz spremeni, glas spremeni? Kaj je tisto, kar vas izpolnjuje? Namenoma se ponavljam. Kajti verjamem, da odgovorov je veliko, verjamem pa, da tudi se bo našla ena rdeča nit, ki pa se ne more ponoviti, če se pa ne more pojaviti, če se ne ponavljamo. Ampak zdaj se bom nehala pojavljati, zdaj prihajamo od tega dela, ki verjamem, da je vam najljubši, se pravi preglednica napovedi od 1 do 9. Hitro izračunate število življenjske poti tisti, ki ga še ne veste. Torej, to ni številka avtobusa, kot nam je to razložil Jakob in si ga bomo nekoč tudi za mesečnik, ga bomo zraven povabili, ampak seštevek vašega rojstnega datuma. Torej, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre, to je vaše število življenjske poti, tudi če pride 11, tudi če pride 22, če vedno seštejte. To mojstrsko število je delni seštevek, če bi pa čisto vse napovedi delali, bi pa ta oddaja resnično predolga. Torej, enke. Število 11 je za vas dobro število, v vas prebuja občutek in potrebo po samozavesti, ki je vam ne manjka. Ampak ironično, če se zelo dolgo časa v življenju pojavljajo izzivi, padajo polena pred noge. Gre ta vaša samozavest in neodvisnost malo spat, ker si misli, kje pa je smisel tega, več ko se trudim, slabše. Torej, če se slučajno kjerkoli v življenju ujamete, da tako razmišljate, kajti ponavadi gre to za eno situacijo, en odnos, en projekt, eno stvar, ne vse splošno, se spomnite, zakaj ste se tega sploh v začetku lotili. Kaj je tisto, kar je bilo v začetku, tisto, kar vas je pritegnilo, kakšen rezultat ste si želeli doseči. Če ne gre po tej poti, potem pojdite po drugi. To recimo obvladamo, ko gremo v trgovino, ne dobimo tistega, kar želimo, gremo v drugo trgovino, če je to nekaj, kar nam je pomembno, da je točno takšno, kar si želimo. Torej, kaj je tisto, česar tukaj ne dobivate, pa lahko točno takšno, kot si želite, dobite nekje drugje. To je bistvo novembra. Ne biti preveč ozkogledni, ne biti osredotočeni samo na tarče, ampak tudi na pot do tarče. Število življenjske poti 2. Drage moje dvojkice, tudi za vas je 11 super število, ker seštevek je 2, se pravi, po eni strani morali bi se pojavljati
osebe v vaši bližini, ki vas bodo razumele, ki vam bodo podobne, ki vam bodo nudile na nek način podporo, ki je sicer niste vajeni. Bodite pa zelo pozorni, drage moje dvojkice, vsi smo samo ljudje, da vam ti ljudje, te osebe ne dajo potuhe namesto motivacije. Torej, po eni strani zelo veliko nežne energije, potrpežljive energije, po drugi strani pa tudi nekaj osebkov, ki bodo vaše meje prestopili, zato da boste mejo vi postavili. Tega bo mnogo manj kot oseb, ki bi vam bile pisane na kožo, torej ne se strašiti. Predvsem pa boste delali v tem mesecu na svojem notranjem dvogovoru. Se pravi, kakšne besede vi izbirate s seboj in seveda ni presenetljivo, kar bom rekla zdaj, izluščiti ven besede, ki niso vaše fraze, ki niso vaše kritike, ki niso vaše in jih nekako izločiti iz svojega miselnega procesa. Se pravi, ko se ujamete, da ste si to rekli, ko se ujamete, da tako razmišljate, si rečete super, tole ni moje, hvala lepa, nasvidenje. Število življenjske poti 3. Drage moje trojkice, tudi za vas zanimiv mesec, obilo domišljije. Obilo pa tudi mora biti malo drame v smislu, kaj vse bi se lahko zgodilo, kaj vse bi šlo lahko narobe, kaj vse bi šlo lahko prav. Vi niste narobe. Nič, kar ste vi, ni narobe. Če pa vam nekaj ni všeč, potem pa ne tega napihati, ampak spremeniti. Se pravi, uporabite to svojo bujno domišljijo. To svojo sposobnost kreiranja, kajti neverjetni ste v tem, zato da kreirate sebe. Največja umetnina svojega življenja ste. V resnici ste edina umetnina svojega življenja, edino avtorsko delo, to si moram nekam zapisati. Vložite najboljši material vase, najlepše barve, najbolj krasne odtenke. To velja za vse, ne samo trojke. Število življenjske poti 4. Drage moje štirice, resna energija, vi ste taki zanesljivi, marljivi, konkretni, stabilni. 11 vam bo pokazala, da ni vedno to najbolje. Torej, drage moje štirke, kako lahko svoje gradnike nekako, jaz rada uporabim besedo nadgradite, kako se lahko posodobite, kaj je tisto, kar morda v vašem življenju ne da manjka. Sploh ne. Isto, če reče v vašem življenju, česa manjka. Ampak kaj je tisto, kar vas bi lahko napolnilo z več občutka samozadostnosti in po drugi strani sprejetosti strani okolice. Ne glede na to, kaj menite, da je prav, kaj narobe, kaj se je delalo že toliko let, zato ima neko tradicijo. Vas nismo delali zadnjih 100 let, veste? Vi ste tukaj in sedaj. Kaj je tisto, kar si vi želite za sebe, tukaj in sedaj? Število življenjske poti vam lahko absolutno pri tem pomaga, drage moje štirke, vam je zelo jasno, česa si želite tukaj in zdaj, zato bo 11. mesec tudi za vas dinamičen, zelo pozitiven mesec, ki pa lahko sicer prinese nekaj presenečenj, ampak ne nujno negativnih, bolj kot ne. Po domače bom povedala, določeni ljudje, določene situacije, določene stvari bodo pokazali svoj pravi obraz, ki ne bo lep. Kar lahko pomeni tudi, da boste preko interneta naročili stojalo za mobitel, ki se bo strobilo. Ni nujno, da bo to nekaj grozno slabega, ni nujno, da vas bo, najboljši prijatelj izdal, vseeno pa vas velja opozoriti, da bodite pozorni na drobni tisk, no vse tisto, kar mogoče sicer v svoji dinamiki, v svoji spontanosti in bom rekla tudi v svoji lahkotnosti, v najbolj lepem pomenu te besede lahko spregledate. Vi ste bitje trenutka. Zato niste tip osebe, ki bi nekaj zameril in bi to naprej vrgel čez 16 let. To ne pomeni, da ljudje v vaši okolici niso. Bodite pozorni na tiste ljudi, ki so vam morda pred časom nekaj zamerili, pa se jim bo mogoče zdaj zdel super trenutek, da vam to vržejo naprej. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, 11 je tudi za vas čudovita številka, absolutno pa prinaša, kot vsak mesec, tudi izzive ljubezni do sebe. Ampak jaz verjamem, da vas bo tokrat energija podpirala. Ta 11 je zelo samozavestna. Veliko ste dali skozi v življenju, drage moje šestke. Bodite ponosne nase in ustavite obnašanje, ki vodi v situacijo, v kateri bo potrebno postaviti mejo. Prej.
Jaz verjamem, da ste se v zadnjih letih naučili prepoznati ljudi, ki so čustveni vampiri, ki manipulirajo, ki vas želijo izkoristiti, ljudi, ki so morda ne najbolj čistih namenov. Torej, prej ustavite, prej zaustavite. Jaz verjamem, da ste se naučili to prepoznati. Zaupajte sebi, da ste prepoznali v redu. Včasih je res bolje prva zamera kot zadnja, včasih je res bolje postaviti karte na mizo, se pogovoriti. Če imate na drugi strani zrelo osebo, bo zrelo odreagirala, če ne bo zrelo odreagirala, boste pa vedeli, kje ste, drage moje šestke. A je tako? Sedmice, število življenjske poti 7 običajno nima težav s tem, se pa rado zapre vase, zato je za vas opozorilo, ne se zapirati v sebe v mesecu novembru. Pasala vam bo samota, pasal vam bo odmik, pasal vam bo mir, komu pa ne pred veselim decembrom, pred gužvami in vsem tem živžavom, ki se bo verjetno začel novembra. Ampak pejte ven iz tiste svoje lupinice, v katero greste, kadar ste prizadeti. Rešitev oziroma zdravljenje vas čaka tam zunaj. Tokrat ne več samo znotraj. Jaz verjamem, da ste v letošnjem letu predelali marsikaj, da ste delali na sebi, da ste marsikaj prežvečili, zanalizirali in tako naprej. Zdaj je čas, da greste ven in da živite, kajti tam zunaj vas čaka nekaj ali nekdo prav posebnega. Bom vesela, če mi boste povedali, kaj je to bilo. Število življenjske poti 8. Drage moje osmice, 11 je tudi za vas, kar kul, da po domače rečem, prinaša vam potrebo po več samostojnosti, po nečem novem. Se pravi, kako lahko sami sebe prenovite? Prenavljamo stanovanja, hiše, prenavljamo spletne strani. Kaj je tisto, drage moje osemke, ki pa pri vas potrebuje neke vrste prenovo? Za nekoga bo to nova barva las, za nekoga bo to učenje novega tujega jezika, za nekoga bo pa to rezanje v odnosih in postavljanje meje in izbiranje drugačnih ljudi. Sicer pa je november za vas zelo, zelo ugoden mesec za nove začetke. Se pravi, vse tisto, kar je novo, kar vam prinaša več občutka, vas je prava pot in se je pojavilo tukaj in sedaj z namenom. Okay? Se pravi, z dobrim namenom. Sam za vsak primer, da se nismo prav razumeli. In že devetke, drage devetke, povezani ste z energijo zdravljenja, tudi število 11, se pravi, v vašem življenju stopajo ljudje. Še enkrat bom začela. Če se v vašem življenju pojavijo nove osebe, bodite zelo pozorni, ali so te osebe nekdo, ki potrebuje vašo zdravilno energijo, vaše zdravljenje. Se pravi, morda to ne bo ravno vaš princ na konju ali princeska. Mogoče to ne bo ljubezen vašega življenja, mogoče bo to nekdo, komur lahko vi zelo pozitivno spremenite življenje, ampak naj to ne bo, ponavljam, poudarjam, na račun vas. Ne sebe žrtvovati, zato da boste nekomu pomagali. Nekomu naredite prostor ob sebi, da greste lahko skupaj naprej po poti. Ne iti vi v ogenj se opeč, medtem ko bodo oni doma sedeli na kavču in jedli čokolado, če razumete, kaj mislim. Se pravi, kritična presoja, dokam pomagamo, kajti včasih preveč pomagamo in s tem naredimo tudi škodo. To bo izziv meseca novembra za vas, sicer pa zelo prijazen mesec, ko govorimo o vašem zdravljenju, o tem, da vi sprejemate toplo, nežno energijo. Torej, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz ne bom več dolgo vezila, ob koncu bom še enkrat rekla, želim vam veliko lepega v mesecu novembru. Predvsem pa vam želim, tako kot vedno, da ste vi, resnično vi, v svojem polnem sijaju, kajti tam vas čaka sreča. Jaz, ko pridem v Ekvador, jaz letim meter nad tlemi. Ko dosežemo, da se nek naftovod nekje zapre, ko dosežemo neko pravico staroselcem, jaz skačem od veselja, jokam od veselja. In vam povem, ga ni denarja, ki bi mi lahko to kupil. In jaz vem, da tudi vi, ko ste resnično vi, ni denarja, jahte, vesoljske ladje, ki bi bila bolj dragocena. Zato naj november prinese vam točno to.